Tale video spot skupine Rammstein je bil precej kontroverzen, ko je išel. Namreč bile so obtožbe, da gre za relativizacijo holokausta, zaradi tega, ker so pred videospotom izdali najprej teaser, ki je pokazal ravno ta prizor z koncentracijskim taboriščem in so potem seveda mnogi spletni komentatorji takoj sklepali, da gre za takšno in takšno reinterpretacijo zgodovine. Ampak v resnici je ta video še vedno zelo ambiciozen, ampak ima neko drugo poanto. Gre za neko reinterpretacijo celotne zgodovine Nemčije. Video je porodil ogromno interpretacij, tudi na akademskem nivoju, ogromno člankov je o njem napisanih in na nek način prikazuje razkol nemškega ljudstva. Posnel ga je 45-letni režiser, ki se predstavlja z imenom Spekter Berlin. V resnici gre za Erika Remberga, ki že 20 let v Nemčiji snema videospote. Moje vprašanje tebi pa je v bistvu spet podobno. Se ti zdi, da pri takšnih ambicioznih komercialnih videih gre za recimo za pristno reinterpretacijo zgodovine, ki kot vidimo lahko poseže tudi na akademski nivo, ali gre vendarle zgolj za neko bombastično vzbujanje pozornosti na tej komercialni sceni? Jaz mislim, da gre v tem primeru za kombinacijo obojega, ker na eni strani imamo ta zelo over the top videospot, zelo sproduciran, zelo tako bombastičen na nek način, ki je definitivno tudi provokacija, zelo premišljena. Po drugi strani pa so vse te simbolizmi, te metafore od zadaj spet zelo premišljeni in dejansko ponujajo neko refleksijo. Tako da se mi zdi ta spot zato zanimiv, ker ima vse te aspekte zelo dodelane in dopušča neke različne interpretacije. Obenem pa se vidi, da je za tem zastoji nek premislek. Je pa valjda tukaj zelo močen ta faktor, se mi zdi v prvi vrsti, se pravi ta provokacija, ki naj bi potem silila k razmišljanju. Me pa mogoče spominja na videospot od Einsturze der Neubauten Sabrina, ki pa gre za čisto diametralno nasprotje. Tam je zelo enostavno eno dogajanje, ampak isto komentira Nemčijo. In se mi, da se zelo dobro stojita drug ob drugem, samo tisti zelo preprost v enem kadru, se pravi, ko imamo tega Minotaura na nekem stranišču in komad pa poje potem o barvah nemške zastave. Tukaj pa imamo spet podobnost, strnjeno v bistvu komentar Nemčije, se pravi sploščena skozi zgodovino in v prihodnost. Ful bolj kompleksno, ampak nekako na podoben način mi resonirata, se mi zdi. Je pa zelo osvežilno videti takšen videospot v današnjem času, ko večina videospotov vendarle gre bolj k nižjemu proračunu, gre pravzaprav za enega redkih videospotov res na najvišjem produkcijskem nivoju, z velikim finančnim vložkom, ambiciozno v smislu same naracije, je tudi intelektualno izzivalen. Skratka, spominja me, ne vem, na tiste zlato obdobje glasbenega videa v 80. in 90. letih in kar malo pogrešamo take videospote dan danes. Mislim, to je super dokaz tega, česa je lahko sposoben videospot, se pravi, če bi to bilo v formi recimo nekega kratkega filma, mislim, da bi imel manjši doseg oziroma veliko manj ogledov, kot jih ima zdaj na ta način in gre tukaj za nek lep primer, kako je ta neka simbioza, se pravi tega dosega videospota, kombinacija izvajalca, zelo dobre produkcije, se pravi, koliko daleč lahko seže neka taka stvar, ki je recimo tukaj specifična samo za videospot. Mislim, da kratek film ne bi mogel nikoli na tak način eksplodirati. Mislim, da je koliko preko 100 milijonov ogledov. Zaenkrat je na 135 milijonov. Ja. Verjetno še vedno raste, ampak recimo pa še vedno pa to ni nivo, ne vem, recimo teh največjih zvezdnic Lady Gaga, Katy Perry, Taylor Swift. Mislim, nimamo pa na današnji sceni, vsaj po mojem, nekega takega glasbenega izvajalca, ki bi s takšnimi pristopi, ki so rahlo intelektualni, ne vem, zgodovinski in tako naprej, da bi posegel na ta najvišji nivo. Je to sploh možno na komercialni sceni? Je ta najvišja špica mainstreama res rezervirana samo za te najbolj pop izdelke, ki so večinoma tako, recimo, najstniški, infantilni in tako naprej?
Ja, definitivno mislim, da za izvajalce predstavlja to neko določeno tveganje, tako ko se spuščajo v neke bolj kompleksne teme. Ja, mislim, to gre v nasprotju z neko komercializacijo in z nekim dosegom oziroma nekega čim širšega občinstva, ki zahteva nek najnižji skupni imenovalec. Tako da, nažalost se mi zdi, da je to recimo, da je to nek rooftop, recimo nek tak primer tega, koliko daleč gremo lahko v tem. Ja, je pa zanimiv ta prizor, recimo, ko so tudi člani Rammsteina odigrajo tudi Žide in te morajo pač malo. Tukaj sem se takoj spomnil ta Tropic Thunder, recimo, ko so te igrali, kako je že ta igralec, Robert Downey Jr., no, kako je on pol tukaj, ko je Črnca igra, pa nekaj, tako da je tukaj par takih, mislim, da tudi namenoma smešnih, malo over the top momentov, ki pa jih mogoče ni preveč resno jemljajo. Dobro, pogledali smo si 6 videospotov, zdaj bova si vzela nekaj premora in bova spregovorila o tvojem videospotu. Mi bomo dali tukaj spletno povezavo, da si bodo lahko gledalci tudi doma ogledali celoten film, torej ni samo videospot. Kako bi ti opisal oziroma predstavil ta tvoj izdelek? Jaz bi rekel, da gre tukaj za bodisi za srednjemetražni film ali pa za videoalbum. Gre namreč za 40-minutni eksperimentalni film, stež videospot, ki pač združuje vse pesmi iz albuma Nikola Novaka in je bil dolgo časa v bistvu edini način, da si lahko to glasbo sploh slišal, se pravi samo z ogledom filma si lahko glasbo slišal, ker ni bila nikjer izdana, pa tudi ni bilo planirano, da bo samo kot glasbeni album, tako da je bilo vse skozi zamišljeno, da je to samo na filmu. Ta film oziroma videospot je torej zmagovalec letošnjega festivala Tresk in poglejmo si zdaj ta izdelek.